Dober dan in prijazen pomladanski pozdrav v naši oddaji za zdravje. Naša priznana naturopatinja Erika Brajnik iz Naturopatskega centra Saeka bo danes govorila o utrujenosti, ki pesti veliko ljudi. Erika pa ima kot vedno tudi danes pripravljeno odlično rešitev. Erika, danes bomo govorili o utrujenosti. Zelo pogosta je pri ljudeh, kaj ne? Zelo pogosto, ja, imamo to utrujenost. Človek kar naenkrat začuti, da nima energije, da nekaj ne štima, da se preveč hitro utrudi, preveč hitro zadiha, ne more si spočiti po noči, se že zbudi utrujen, ne. Kar naenkrat nekaj zaškripa. Ni prav tako, da ne moreš delati, ampak skozi, kot da en motorček zmanjka ali pa dva celo, ne. To se zelo pogosto zgodi ženskam predvsem, ne moškim, med 40 in 50 letom starosti, ki je vezano na stres, tudi malo na ta emocionalni del, ne. Lahko bi rekli povezano z menopavzo, prehod pač v to drugo hormonski stadij. In je zelo, zelo pogost torej pri ženskah. Zdaj, v moji izkušnji, prvo, kar je pomembno, vsak drugi, ki pride skozi ta vrata, reče, sem utrujen. Ne? To je dejstvo, ne? Tako da to je ena prva stvar. Samo pol pride tista stvar, ki meji na to kronično utrujenost, ali pa tudi kronična utrujenost. Mi moramo vedeti, da pri utrujenosti v 90% je poraščena kandida. In kandida poslabša vsako absorpcijo zdravila, dodatka k prehrani, živila za 30%. Torej, mi moramo najprej ubiti kandido v telesu. Mi na srečo imamo iridoskop, na iridoskopu vidimo, kje je poraščena ta kandida, ali je v želodcu, ali je na pljučnem delu, ali je na možganskem delu, nekje je. In tisto se da lepo odstraniti z eno probioterapijo, pridejo taki sevi, ki delujejo kot antimikotiki, so probiotiki in ubijejo gliva, ubije glivo. Torej, so taki sevi, ki lahko daš tudi psu, zato ker kandida se prenaša tudi v prostor. Če mi živimo v vlažnem prostoru, kjer imamo plesen po steni, tam gor glivice obstajajo, so. Če imamo mi glivice na nohtih, tiste glivice so prišle z nas notranjosti, nismo bi hodili po cesti in smo brcali v en kupček glivic, ne, in so ostale na prstu, ne. Ampak dejansko obstajajo v našem telesu, zato ker je nepravilen pH telesa in zato ker uživamo toliko sladkorju, imamo tako napačno presnovo sladkorju, da favorizira porast kandide. Kandida torej nas utrudi za 30% več. Torej, prvi step naturopatski je, da moramo odpraviti kandido iz telesa in takrat uporabljamo Saccharomyces boulardii, torej določene seve. Potem je zelo pomembno, da uredimo presnovo sladkorjev. To pomeni, da naše telo proizvaja sladkor, naše telo potrebuje sladkor, potrebuje en dober sladkor, ki ni beli sladkor, med, agavin sirup, brezov sladkor, kokos poleti in tako naprej, ampak zjutraj lepo, če mi zjutraj uživamo take dobre sladkorje, jih čez dan pokurimo in ne bomo hranili kandide. Ker telo brez sladkorja težko preživi, ne. Celo, če delamo kakšne neumnosti s kakšnimi dietami, si lahko sprovedemo diabetes, komot, če imamo predispozicijo, če delamo kakšne preveč čudne proteinske zadevščine. Tako da zjutraj ene dobre sladkorje je vredno pojesti tudi v sadju, med, zdraven in tako naprej. Prosena kaša pomaga pri tem. Glejte, bolezni, tako kot je mononukleoza, tako kot je herpes, tako kot je korona, pustijo za sabo eno veliko, globoko kronično utrujenost. Osebe, tiste, ki so doživele te bolezni tako na dolgo, itak ne pride en mesec, ker si v sebe in moraš imeti antibiotike in tako naprej, protivnetna zdravila, lahko tudi kortizon. Prideš zdelan in pol se pobiraš ene 2-3 mesece in takrat en vranični jedilnik, ki ureja presnovo sladkorjev, je zelo dragocen. Zato, ker že antibiotik ti favorizira porast kandide, zato, ker ti uniči pH telesa in pol ona poraste z lahkoto tam.
Tako da je treba najprej prvi korak to eliminirati, da pol bo vsako živilo, ki ga uživaš in dodatek prehrani, se absorbiral. Enostavno, ne? Če ne, ga kandida poje v končni fazi. In pol moramo z tem vraničnim jedilnikom sčistiti to os hipotalamus, hipofiza in nadledvična. Tista, ki je pol povezana vse skupaj z to utrujenostjo, ne? Torej, uredimo to presnovo sladkorjev, da dejansko nismo toliko, pol zgine, utrujenost enostavno zgine, je več ni. Tako da to v mojih 10-letnih izkušnjah je ta recept naturopatski proti utrujenosti zelo učinkovit. Pa si lahko mogoče pomagamo še s kakšnimi posebnimi dodatki? Posebni dodatki, ja, obstajajo, recimo so ljudje, ki, ko pravim, če so utrujeni in posegajo po tem sladkorju, jih prime želja po sladkem, sploh popoldan. Takrat moramo mi se temu brzdati, ne. Prvo pravilo je to, da če bomo mi pojedli dovolj dobrih sladkorjev za zajtrk, popoldan bomo imeli manjšo željo po tem oziroma bomo lažje obvladali. Zato, ker ni samo za obvladati, je tudi kemija. Če jaz v moj motorček dam hranil, ki bi jih moglo biti 100, zjutraj samo 20, bo popoldne motorček zahteval še 80%, ne? Zato, ker bo lačen. Če jaz v moj motorček zjutraj dam 80, torej kraljevski zajtrk, bo popoldne, bo ta kemija drugače delovala in ne bo tako ogrožujoče klicalo sladko, zato ker ogrožujoče zaradi preživetja, torej hipotalamus podzavestno, ampak dejansko bom suvereno prenašal, bom rekel, ne, bom jaz jutri zjutraj ta sladkor, bo lažje telo reagiralo in bo ostalo brez sladkorja. V tem tako se pH ne bo zmaličil telesa in kandida ne bo porasla oziroma je ne bomo hranili naprej. Zelo pomaga recimo en mineral, ki je krom, on ureja presnovo sladkorjev, ki ga recimo dobimo v datlih, v špinači, v brokoli. To so vse take živila, ki dejansko so polna kroma in pomagajo urejati presnovo sladkorjev. Mogoče za konec še poveva to, da za večerjo ti vedno priporočaš eno dobro zelenjavno juhico. Zelenjavna juhica, absolutno, sploh proti kronični utrujenosti, torej, kjer je tudi ponavadi želodec uničen, torej čez zimo, kadar je mrzlo, imamo eno toplo enolončnico, da sede zelo dobro in lepo krepi tudi želodec, nekaj toplega torej. Medtem ko poleti lahko imamo tudi te solate, razne pisane, kamor svetujem vedno, da se da noter tudi stročnico. Stročnice so polne cinka in bakra. Bakr se veže z estrogenom, cink se veže z progesteronom, testosteronom in tako naprej. In to je zelo pomembno v menopavzi, v andropavzi, proti prostatitisu, proti suhi nožnici, proti vsem tem težavam, ki jih imamo v 3. življenjskem obdobju, zato da urejamo to presnovo sladkorjev. Če mi imamo v telesu poraščeno kandido in mi bomo jedli fižol, nas bo napenjalo. Ma ne zaradi fižola, ampak zaradi nepravilnega pH-ja prebavnega trakta. Erika, hvala lepa. Hvala vam.